Navadno je pri novih avtih bolje, da na test najprej vzamemo osnovno izvedenko in šele potem bolje opremljeno. Sicer je šok prevelik, ko se kar naenkrat iz močno opremljenega avtomobila usedeš v tistega bolj osnovnega. No, tokrat je bilo ravno obratno. Iz močno opremljenega Peugeota 5008 2.0 HDI GT Line sem se usedel od tega bolj osnovnega 5008 1.6 HDI Allure. In veste kaj? Šoka sploh ni bilo. Mogoče tudi zato, ker oprema Allure sploh ni osnovna, ampak je le eno stopničko nižje od GT Line. Ok, prva stvar, ki jo lahko priporočim, je, da plačate za vzvratno kamero, ker je pri tako velikem avtomobilu skoraj obvezen pripomoček. In da plačate za pametni ključ, ker tole sploh ni več moderno. Obe stvari lahko kompenzirate s tem, da ne doplačate za sistem Grip Control, ker ga v bistvu ne potrebujete in v tem primeru vas bo avtomobil stal samo 290 € več. Drugih razlik skoraj da ni, tudi tukaj je okolje vrhunsko, tudi tale ima samodejni menjalnik. Edina večja razlika je dejansko samo v motorju. Ta ima le 88 kW oziroma 120 konj, kar se sliši malo in malo tudi je, ko pogledate pospešek do 100 v skoraj 12 sekundah, kar je približno en teden. Ampak v praksi sploh ni slab, za normalno vožnjo je čisto dovolj in skoraj nikoli se ne zdi podhranjen, morda le pri pospeševanju s križišča oziroma pri prehitevanju, pa še tam ni sile. Je pa takrat glasen, ker ga boste bolj mučili, sicer pa tudi to ni. Tale stane 10 jurjev manj kot takšen GT Line in za takšno razliko bi sam raje imel preostanek denarja in nekaj norih dopustov na vseh mogočih koncih sveta. Ne morem verjeti, da sem predlagal slabši avto.